24. olimpijske igre so se za Slovenijo končale zelo, zelo uspešno, kar 7 medalj. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik pa je dobitnika 2 medalj Petra Prevca, ki je sedaj občan občine Radovljica sprejel na Vurnikovem trgu. Tukaj je bilo tudi precej občudovalcev, gledalcev, pospremil ga je pihalni orkester Lesce in pa seveda gasilci. Vsi smo uživali in mu čestitali za ta velik uspeh. Lepo pozdravljeni na Vurnikovem trgu na županovem sprejemu našega domačega Petra Prevca. Ok, jaz mislim, da tole lahko naredimo še majčkam boljš, kajti še vsaj 2 olimpijski medalji danes prijeta v Radovljico, tako da lepo pozdravljeni na sprejemu Petra Prevca. To je bilo že malo boljš, Najlepša hvala tudi pihalnemu orkestru Lesce za ta super odvod, tako da dajmo še za njih en velik aplavz. Kot se za županov sprejem seveda spodobi, je tukaj tudi gospod župan Ciril Globočnik, pa kar, če pridete gor, da poveste, zakaj smo danes tukaj. Mislim, da vsi vemo, zakaj smo danes tukaj, ampak da še vam predam za par besed kar. Drage občanke, dragi občani, dovolite mi, da vas prisrčno pozdravim na tako lep dan. Saj ne bom ponavljal, zakaj smo danes tukaj. Sem zelo vesel, da ste se v tako velikem številu zbrali za našega junaka Petra Prevca. Lahko povem, da je občina Radovljica ponosna na Petra in vse olimpijce, kajti takšna koncentracija medalj, kot je v naši občini, jo nikjer po Sloveniji ni. Naši športniki imajo v lasti, tisti, ki živijo v občini Radovljica, kar 16 odličij iz olimpijskih iger. To je skoraj 1/3 vseh odličij v Sloveniji. Zato se je treba zavedati, da preden so prišli do teh rezultatov, je preteklo ogromno znoja in ogromno let treniranja, da potem prideš na vrh. Predvsem je pa treba spoštovati, da vztrajnost prinese vrhunske rezultate. To je dokazal naš Peter, ki je imel 2-3 leta vztrajnosti, da je prišel ponovno na vrh. Zdaj bom pa zaključil s tem, da ko bo prišel na oder, da res damo vse od sebe in ga s tem sprejmemo z največjim aplavzom in pa seveda še kaj zraven. Hvala. Ful smo veseli, da ste se danes udeležili, pa preden pride Prevc, mogoče da še vas vprašam kakšno vprašanje. Vi ste bili tudi, se pravi, šef reprezentance oziroma vodja reprezentance na olimpijadi. Kakšna je vloga ta? Kako se vi spominjate teh trenutkov? Ja, najprej lep pozdrav še z moje strani. In tako, kot je župan rekel, jaz sem izredno ponosen, da imam priliko s tem razlogom danes tukaj biti. Zdaj pa, kar se tiče vašega vprašanja, ja, voditi reprezentanco oziroma bdeti na tem, da vsi pridejo prav čas na tekmovališča, treninge, ko gre kaj narobe, ko kdo kaj rabi, da se proba pač v tisti deželi, kjerkoli že je, da se to uredi, tako da je pravzaprav kar zmanjka časa za res spremljati njihove nastope. Ampak je pač taka vloga, eden mora to opraviti, skrbeti za to. Bili ste tudi prvi zastavonošen na olimpijskih igrah za Slovenijo. Kako se spominjate tistega trenutka? Ja, saj sem že večkrat v zadnjih mesecih na to temo mojo misel povedal oziroma moje spomine. Jaz se jih pravzaprav spomnim tako, da je bilo pač nekdo je mogel zastavo nositi, rekli so Frank,
razmišljamo, da bi jo ti, a bi jo nosil, ja, bom v redu. In seveda takrat je bil to del protokola in jaz sem bil pač na čelu našega sprevoda ob otvoritvi. Sicer pa se nisem takrat zavedal, da je to slovenska zastava. Prvič v samostojni, pač v naši državi nosi, kaže svetu in res takrat je milijoni in milijoni ljudi so prvič tako zares imeli priliko preko športa videti simbol naše države, naše takrat nove države Slovenije. In danes sem zelo počaščen, da sem bil takrat pač to jaz izbran. In mi smo počaščeni, da ste danes tukaj. Dajte velik aplauz za Francija Petka. Na Burnikovem trgu v Radolci z 2 olimpijskima medaljama Peter Prevc! Zdaj pa tako, kot je gospod župan rekel, dajmo na ves glas pozdraviti Petra Prevca! Peter, ne vem kaj, mislim, da smo vsi ostali brez besed. Čestitke. A si lahko še od blizu pogledam tole? O moj bog, to so ful vreče, ki gledajo na televiziji. Gospod župan, tudi vi imate eno presenečenje, darilo, zahvalo. Dragi Peter, jaz sem izredno počaščen, da si danes vzel toliko časa, ker vem, kakšne so v tem obdobju obremenitve športnikov, ki ste prinesli medalje. Iskrena zahvala ti, da živiš v občini Radovljica, ker s tem jasno obogatuješ olimpijski športni center, športnike in pa vse kulturno življenje v Radovljici. Iskrena hvala. Uvodoma sem povedal, da si sijajen, ker si zdržal, ker si bil vztrajen in si prišel spet ponovno na vrh, kar je sporočilo za vse, ne samo športnike, tudi tiste, ki delajo. Iskrene čestitke. Glede na to, da je Peter osvojil 2 medalji, smo namenili na občini Radovljica zlatnik Linharta in pa seveda, ker je bila tudi srebrna medalja, tudi srebrnik. Iskrene čestitke, naj te to spominja na ta sprejem in še obilo športnih dosežkov. Hvala. Najlepša hvala, gospod župan, za tak lep sprejem. Najlepša hvala, ko ste se odzvali pa prišli. Se meni zdel, da bo Burnikov trg kar malo majhen. Vesel sem, da vidim toliko tudi mladih ljudi, vseh generacij, da se še enkrat pokaže, da šport povezuje vse in pa se tekom pomladi in poletja vidimo tukaj okrog. Hvala. Peter, jaz te moram vprašati, kako zdaj se počutiš, ko si zapisan v zgodovino med 3 vrhunskimi športniki z največ medaljami v Sloveniji, se pravi ste ti, Tina Maze in Leon Štukelj. Ja, jaz bi tukaj še gospoda Čopa dodal, ima tudi 4 medalje. Ja, nič, bolj ko si pred vrhom, manj jih je okrog tebe. Moram te vprašati, kot kapetan, kaj si rekel svojim kolegom pred tekmo? Ko po tekmi sem te slišal reči, ljubčki moji. V bistvu pred tekmo nismo veliko govorili, nismo upali. Ker, ja, bilo je v bistvu samo zelo vetrovno v poskusni seriji, pa smo se sami nekako zmenili, da je treba zdaj ves pogum, kar ga nam je še ostalo, vzeti sabo na skakalnico in iti, ker popravnega izpita še dolgo ne bom.
Zdaj, jaz sem bolj laik, kar se skokov tiče, tako da glede na to imamo gospoda Petka, Kleja, bi še vi kaj vprašali oziroma dali kakšno misel za Petra? Ja, morbit bi jaz, vse Peter, to ti veš, a ne, ampak morbit bi rad povedal, da me je kar malo stiskali pred to vašo zadnjo ekipno tekmo, ker je bilo nekako splošno javno prepričanje, da medalja pravzaprav že je, a ne, da sam počakamo še tole urco pa dve, pa slavimo, a ne. Niti približno nobena medalja ni, dokler ni tekme konc. In nobena medalja ni samo po sebi umevna, kljub temu, da ste res kazali eno tako stabilno skakanje, da ste lahko bili res samozavestni, a ne, ampak medalja se vedno more zgoditi in vesel sem, da se vam je zgodila, ker ste bili res dobro pripravljeni, oziroma ste dobro pripravljeni. Tako da jaz sem izredno ponosen, da lahko sem priča temu, posebej še tebe in vas spremljam in navijem za vas. Tako da še z moje strani hvala vam. Je pa v naše uredništvo prišlo tudi eno pismo od dobitnika prve slovenske in prve jugoslovanske olimpijske medalje, gospoda Jureta Frankota. On ti je napisal eno pismo, Peter. Napisal je: Dragi Peter, iskrene čestitke od starega borca. Kot naturaliziran Radolčan sem še posebej vesel, da je Radoljica dobila tudi uradno medaljo in da se ne bo naokol govoril, da so olimpijske kolajne v Radolcu sam prženjene. In še to, da je ta kolajna končno zimska. Kot smučarja z Primorske so me kle zmerom zafrkavali, da ne grem rajš plavat. No, pol smo pa v Radolc plavalno kolajno dobila, ne? Zdaj je pa končno tako, kot more biti. Kolajna na snegu in to zlata, da v srebrnih sploh ne govorimo. Bravo! Še na mnoga leta pero in na nove uspehe, od Radolca do Olimpa, pa kuj nazaj v Radolco. Jure Franko. Hvala, Jure. Jaz mislim, da si Peter zaslužen velik aplavz. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, pripravili ste velik sprejem dobitniku dveh medalj Petru Prevcu, ki je zdaj vaš občan. Kaj naj rečem, en kup veselja, niti slučajno nisem pričakoval toliko ljudi, ker nismo upali velike prireditve narediti zaradi situacije, kakršna je zdaj, ampak vseeno, so bile distance, ampak je bilo ogromno ljudi, tudi Peter je bil zadovoljen in s tem smo ga vsi skupaj počastili in veselja je bilo res veliko. Ja, jaz sem v imenu občine namenil darilo, ker ima zlato in srebrno medaljo. Mi smo tudi kulturno mesto, Linhartovo mesto in sem v namenu Linhartov zlatnik in Linhartov srebrnik, tako da je malce tudi simbolično vezano na Radovljico. Omenili ste, da iz Radovljice prihaja kar veliko slovenskih olimpijcev, ne? Res lahko rečem, no, da tukaj trenutno jih zdajle živi prav trenutno 6, drugače jih je 7, občasno špika zgubimo, ampak teh 6 je prineslo 16 odličij iz olimpijskih iger. Vemo, da ima Slovenija 52, tako da je visok procent in mi smo ponosni tudi v okviru Olimpijskega športnega centra Bled Radovljica, da imamo tako sjajne športnike. Franci Petek, se vi spominjate časov, ko ste bil zastavonoša na olimpijskih igrah? Ja, seveda se spominjam. Kje je bilo to? To je bilo v Albervillu leta 92, v Franciji na olimpijskih igrah. In bilo je seveda krasno, predvsem smo bili mi takrat, vsi športniki slovenski smo bili prežeti, predvsem z mislijo ali pa z res radostjo, veseljem, da bomo lahko nastopali za državo, za Slovenijo, kajti še nekaj dni pred tem to ni bilo čisto jasno, ali bomo to lahko zares zastopali Slovenijo ali bomo mogli skakati pod zastavo Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ste pred olimpijskimi igrami pričakovali tak uspeh Slovencev na olimpijskih igrah v Pekingu?
Vedel sem, da so izjemno dobro pripravljeni, vsaj za skakalni del, ko malo bolj razumem, kako potekajo stvari, kako se razvijajo. Sem vedel, da so odlično pripravljeni, da skačejo stabilno. Tako kot sem že na odru omenil, je pa nobena medalja ne pride sama od sebe, to se mora še zgoditi. To se pravi, športniki so odlično pripravljeni, dobro so načrtovali, dobro dnevno formo so imeli, ampak še vedno na sami tekmi se lahko zgodi marsikaj, konec koncev je ta zadnja tekma sploh, ali pa tudi že ona tekma mešanih ekip pokazala, da pravzaprav ne veš, kaj se vse lahko nepredvidljivega zgodi. Bodi si veter, bodi si diskvalifikacije, ponesrečen skok. Tako da to je res nekaj fantastičnega, kar so uspeli s 4 medaljami prideti. Najuspešnejša skakalna država na teh olimpijskih igrah, to je res, to so presežki. Skupno pa 7 medalj, majhna Slovenija, tako rekoč. No, to smo pa sploh smo neverjetni Slovenci in me veseli, da smo tako športni narod, da tako res entuzijastično in srčnostjo to počnemo in predvsem si želim, da bi, pa ne mislim zdaj v tekmovalnem smislu, ampak da bi se res, da bi to ljudi spodbudilo in čisto zaradi sebe, zaradi zdravja, dobrega počutja, se jih čim več ukvarjalo s športom. Bilo je zelo napeto, vsi smo držali pesti, gotovo tudi vi. Ja, seveda, seveda. Jaz zdaj kot gledalec, kot navijač bistveno težje spremljam tekme, mi je ob takih napetih tekmah, ta zadnja moška ekipna tekma je bil pravi thriller za mene, ampak sem užival predvsem zato, ker je za nas vse srečno iz skoka v skok potekalo, tako da mi je zmeraj vsakič sproti se mi kamen odvalil.